Minuli teden smo imeli priložnost spoznati vso smetano intelektualne elite, ki jo premore Lukšičeva socialno-demokratska stranka. Zbrani znanstveniki so spregovorili besedo dve o zadrigah, s katerimi se spopada Slovenija, potem pa so nas kar zasuli z izvirnimi rešitvami. Najbolj je vse prisotne navdušil profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Maks Tajnikar, ki je bil njega dni tudi gospodarski minister v Drnovškovi vladi. Še najbolj se je proslavil z neuspešno sanacijo mariborskega Tama. Kot nekdanji predsednik upravnega odbora Adrie Airways je Maks Tajnikar na že omenjenem posvetu dejal: Osebno sem še danes prepričan, da Adria Airways ni tukaj zato, da dela dobiček. Obstaja zato, da se ljudje lahko vozimo. Tajnikarjevo razsvetljenje je zelo razveselilo državljane, ki so takoj doumeli, v čem je dobrobit, ki jim jo njegova ugotovitev prinaša. Če namreč Adria Airways ni tukaj zato, da dela dobiček, temveč zato, da se ljudje lahko vozimo, potem so po analogiji tudi restauracije tukaj pač zato, da se v njih okrepčamo, bifeji zato, da zvrnemo kak kozarček s prijatelji. Frizerski saloni so kajpak zato, da nas polepšajo, avtoličarske delavnice pa zato, da zgladijo morebitne gube na naših jeklenih koničkih. Smo šli v osmico, naročili 8 pic, ni bilo pic, smo rekli bomo pili kapučin. Ni bilo niti kapučina, smo pili samo vino, Smo šli v pizzerijo, naročili bakala, niso imeli bakalaja, smo hoteli pomfri. Ni bilo niti pomfrija, smo jedli samo pico, Od vsega najboljše pa so kajpada banke, katerih namen potemtakem tudi ni ustvarjanje dobička, saj so vendar dobrodelne ustanove, ki delijo denar, kadar ga kdo potrebuje. Skratka, navdušenje nad Tajnikarjevo idejo je bilo izjemno in ljudje so bili začudeni, kako to, da se tega ni nihče že prej domislil. Smo šli v mestnico po bakne obročke, niso imeli obročko, smo hoteli baterijo, ni bilo niti baterije, smo kupili jedrca, Nažalost pa je na Tajnikarjev projekt legla senca dvoma, ko so nekateri začeli opozarjati na sicer obrobno, logično napako. Nekateri zlonamerni uporabniki storitev drugih letalskih družb so postavili vprašanje, ki se glasi takole. Če drži, da družba Adria Airways ne obstaja zato, da bi delala dobiček, temveč zato, da bi se ljudje lahko vozili, kako je potem takem mogoče, da cena njenih letalskih vozovnic pogosto dosega tudi večkratnik cene vozovnic drugih letalskih družb? Iz zlonamernih krogov je bilo slišati celo komentarje, da Ljubljanska ekonomska fakulteta, kjer Tajnikar predava, ni tukaj zato, da bi izobraževala bodoče ekonomiste, temveč zato, da imajo profesori plače. Smo šli na banko, da bi nas ostrigli, niso imeli niti škari, samo čeke in denar. Smo vzeli nekaj denarja in šli v zapor. Nikoli več se ne bomo strigli, nikoli več ne bom streljal kremšnit, nikoli več ne bom zajček na zidu, nikoli več ne bom majhani zelen. Kakorkoli že, za najbolj pravilno se je Tajnikarjeva teorija izkazala v našem bančništvu, kjer banke v resnici niso stremele za dobičkom, temveč so se trudile, da bi imeli izbrani komitenti, ki je dobiti nezavarovane kredite. To nekateri zdaj povezujejo s tako imenovano bančno luknjo, kar pa ni dobro in škodi državi, kot je dejala premierka. Tukaj bi rada poudarila, da vse številke, v katerih zdaj mediji špekulirajo ali pa špekulirate, so res popolne špekulacije. S temi besedami je premierka Alenka Bratušek novinarjem položila na srce, naj o globini in širini slovenske bančne luknje ne špekulirajo, ker da to škodi državi. Vsi smo si oddahnili. Bali smo se že, da državi škodi predvsem bančna luknja sama, ne pa ugibanja o njej. Če bi bila problem bančna luknja, bi gotovo imeli težave s tem, kako jo pokriti. Če pa gre samo za utišanje medijev, bo vlada to zmogla za malo malico. Medtem ko se premierka trudi utišati medije, se je vodja poslanske skupine Jani Möderndorfer odločil utišati zvonove.
Prepričan je namreč, da sodi zvonjenje cerkvenih zvonov med vire onesnaženja okolja s hrupom. Nič ne pomaga prigovarjanje, da je zvonjenje zvonov, ki mu rečemo tudi pritrkavanje, klenkanje, trjančenje, pomemben del slovenskega kulturnega izročila. Janiju Möderndorferju gre vse to nabijanje močno na živce. Več kot očitno je namreč, da za tem stoji opozicija. Človek med prebiranjem gradiv malo zadrema in ravno ko se mu sanja o tem, kako so po njegovi in Alenkini zaslugi rešeni vsi naši problemi, se oglasijo zvonovi stolne cerkve svetega Miklavža in pokvarijo vse lepe sanje. Möderndorfer, ki je po osnovnem poklicu medicinski brat, je prepričan, da cerkveni zvonovi škodujejo zdravju, saj zvonjenje pospeši nastanek bolezni srca in ožilja. Povrhu tega je v sedanjem trenutku njihovo oglašanje popolnoma nekoristno. Kot vemo, so se zvonovi včasih oglašali ob nevarnostih turških vpadov. Zdaj pa na meji vendar ni več Turkov. Plat zvona so včasih bili tudi, ko je grozila kaka druga nesreča. Pa nam morda zdaj grozi kaka nesreča? Seveda ne. Vse so se nam že zgodile. Treba je torej priznati, da ima Jani kar prav. Zdaj, ko so njegovi na oblasti že več kot pol leta, je odveč vsako oglašanje zvonov. Po toči zvoniti je pač prepozno. Nikoli več se ne bom ostrigel, nikoli več ne bom streljal kremšnit, nikoli več ne bom zajček na zidu, nikoli več ne bom majhen in zelen, nikoli več se ne bom ostrigel, nikoli več ne bom streljal kremšnit, nikoli več ne bom zajček na zidu, nikoli